Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o poškodbah, o bolečinah in sicer na predelu ramen, ramenskega obroča, potem pa tudi rok, torej komolcev, zapestja. Vse to so namreč deli telesa, ki so izjemno obremenjeni, predvsem v tem časih, tako pravijo na kliniki Global Sports Clinic in v moji družbi docent dr. Mitja Bračič, lepo pozdravljeni, dobrodošli, in pa Gabriela Terle, diplomirana fizioterapevtka. Takšni časi so, da smo očitno precej obremenili ta del. Zdaj, kaj smo tukaj športali, ali smo tukaj pleskali, ali kaj se je dogajalo? Ja, kakor imamo mi izkušnje iz ambulant, smo bolj pleskali, pa po vrtu delali, pa drevje obrezovali, pa liste čistili. Pa so ljudje predelali kar dosti poškodb na ta račun. Je pa verjetno to tudi posledica, zdaj veliko delamo od doma, doma nimamo mogoče tako optimalnih pogojev, nimamo ta prave, ne vem, stole, ta prave višine, prenosni računalniki so večinoma, se pravi, gledamo dol, karpalni kanal, je tudi to posledica? Se strinjam, zato ker ne vem, če podjetja sploh razmišljajo o tem, kakšne delovne pogoje imajo ljudje doma. In tudi, bom rekel, dijaki in šolarji, Doma niso pogoji ustrezni za ali delo ali učenje. Mislim, to bi morali ustvariti. Se pravi, ergonomsko delovno okolje ali pa učno okolje. Pa se to je na nek način varstvo pri delu, glede na to, da te poškodbe so lahko zelo resne. Se tukaj je meni zelo veliko vprašanje varstva pri delu. Tukaj noben ne kontrolira, v kakem delovnem okolju ti delaš doma. Ali imaš pravilno osvetlitev, ali imaš pravilno mizo, kako sediš, na kakšnem stolu sediš. Več kot 800 poškodb ste tretirali iz tega področja ramenskega obroča in pa rok v zadnjih letih. V zadnjem času zelo, zelo veliko ravno iz tega področja. Se to dogaja samo ljudem, ki so delali od doma, ali tudi drugim? Slišali smo nekaj tudi o otrocih, ki so se učili od doma in imeli šolo od doma dejansko. Tudi pri otrocih je bilo kar nekaj težav. Mogoče bolj pri otrocih, ki se ukvarjajo športi. Zdaj mogoče za ramenski obroč so bili tudi ti odbojkaši, rokometaši, ki dolgo časa niso trenirali, potem so šli pa spet na treninge in začeli tam, kjer so končali, in pač mišice niso bile več pripravljene na tako obremenitev. Vi se ukvarjate res z starostniki, z delovno populacijo in seveda tudi športniki. To vam je tisto primarno in tudi začetek, da so dobili res vrhunsko poškodbo, vrhunsko rehabilitacijo in seveda obravnavo. Zdaj pa, če pogledamo ramenski obroč in pa dejansko roke. Kadar je težava v ramenskem obroču, kako se to čuti oziroma na kakšen način, kakšne so tukaj diagnoze, s katerimi ljudje pridejo, vede ali pa ne vede? Po ramenskem obroču najprej začutijo neke bolečine med samim gibanjem. To je na primer začetek, kasneje se lahko to že tudi začne izražati po noči, ko se ne more več uleči na ramo, se zbujajo, zato ker hoče, ne vem, se pokriti. Kasneje pa lahko tudi že tako hudo pride, da tudi roke premikati ne more. To so res tiste ekstremne faze. V tem primeru, kadar pride do tega in do teh bolečin, kako jih obravnavate na vaši kliniki? Kaj naredite? Kakšen je postopek? Najprej je pomembna zelo dobra diagnostika, da se pogleda ne samo ramo, ampak da se pogleda tudi vratno hrbtenico, ker lahko tudi določene stvari izvirajo iz vratne hrbtenice, da se naredi tudi funkcionalno diagnostiko. Zdaj, če so bolečine res tako hude, posvetujemo tudi še kak dodaten diagnostični postopek, kak magnet, kak ultrazvok. Potem pa na podlagi tega določimo, kako se bomo lotili zadeve. Se pravi, na vaši kliniki imate celostno in obravnavo, hkrati pa torej individualno, se pravi, glede na vsakega posameznika. Kaj to v praksi dejansko pomeni? V praksi to dejansko pomeni, da je vsak plan rehabilitacije personaliziran. Se pravi, mi z Gabrielo naredimo najprej pregled dokumentacije, s katero ljudje že pridejo, se pravi za izvidi, magnetna slika, mogoče kak ultrazvok, kakšen fiziatrični, kirurški pregled. Potem naredimo funkcionalno diagnostiko, se pravi pregledamo mišičevje in pa živčevje ramenskega obroča, pa vratne hrbtenice, tudi hrbta. Hrbet je izjemno pomemben pri ramenskem obroču. In potem sestavimo sistem, kako se bomo mi lotili, da bomo to težavo rešili. Ali je vaša klinika prva postaja, torej
prva postaja, kamor pridejo ljudje, ki imajo težave, ali ta 15, ki ta prvih 15 ni deloval, kot so želeli? Obojne primere imamo. Se pravi, imamo ljudi, ki so že vse posod bili, vse stvari so že preizkusili, pa ne deluje, pa pridejo k nam. Take stvari, bom rekel, v večini primerov tudi rešimo. Ne. Ampak to, bom rekel, so že vse zapacani ljudje. To je zelo težko potem popravljati za nazaj, kaj so ljudje že vse mes počeli. Se pravi, dlje časa traja. Ja. Druga stvar je pa ta, da če pridejo pa za svežo poškodbo, pa tudi lahko naredimo, se pravi, prvi pregled. In če ugotovimo, da gre za strukturno poškodbo, se pravi, da lahko poškodba znotraj sklepa, se pravi, pošljemo na kirurgijo, tudi na magnetno slikanje. Če pa je samo poškodba mehkih tkiv, takšne narave, da lahko mi konzervativno zdravimo, potem mi zdravimo od začetka. Kakšna je razlika, če gremo pač zdravniku, pa pač imamo tam dolge čakalne vrste in gremo to, kar nam dejansko nekako krije in pokriva država in tako naprej, ali pa če pridemo k vam? Kakšna je tukaj razlika? Zdaj bom povedal eno stvar. Tak čist praktično. To je protokol, ki je veljal vsa leta, ampak ta protokol ne drži več. Splošni zdravnik ni specialist za poškodbe. On vas lahko napoti k specialistu. Specialist se potem odloči, kaj bo z vami počel. Ali vas bo poslal na slikovno diagnostiko, se pravi magnet, ultrazvok, CT ali karkoli. Če imate vi poškodbo mehkih tkiv, se pravi svežo poškodbo, poiščete za to ustreznega strokovnjaka. To je lahko v prvi vrsti mogoče ortoped, fiziater ali pa tudi specialist fizioterapevt, ki zna zelo dobro narediti tudi funkcionalno diagnostiko in potem z vami nadaljuje zdravljenje. Dobro. Torej, vi imate na kliniki koga in kaj dejansko izvajate? Kaj je drugače mogoče? Na kakšen način se posebej lotevate? Vaša klinika je dejansko svetovno poznana, predvsem med športniki, ker ste se ukvarjali z vrhunskimi športniki. Zdaj svoje storitve, svoje znanje, svoje veščine in storitve dejansko z najbolj izpopolnjenimi vsemi temi mašinerijami nudite tudi ljudem, ki so iz delovne populacije, starostnikom, otrokom, torej tistim, ki niso vrhunski športniki. Zdaj je tako. V prejšnjih letih se je zdravljenje večinoma začelo lokalno, ampak težava z ramenskim sklepom ne izhaja samo iz ramena. Mi, ko postavimo človeka na naše dinamične plošče, vidimo, kako stoji. Že sama statika telesa nam govori zgodovino oziroma zgodbo tega človeka. In ko on pove svoje delovne navade, kaj on počne čez dan, kaj dela v službi, če se mogoče z rekreacijo ukvarja. Jaz vidim celotno zgodbo. In lahko rečem človeku, to ste si predelal zato. Ker v bistvu telo tako sinhrono deluje, da ko se prekine ena veriga v telesu, se lahko podre cela veriga, ampak vedno je pa vzrok zelo povezan. Recimo ramenski sklep lahko vpliva tudi na koleno. Ta dva sklepa sta izjemno povezana med sabo. In smo imeli ogromno športnikov, so si poškodovali najprej ramena, potem pa še kolena. Ker se statika telesa podre. Druga stvar je pa že ergonomija, nam govori, da če ti 30 let delaš v tovarni, da slejko prej, ali pa zobozdravniki, da slejko prej boš imel težave z ramenskim sklepom, če ne bo skrbel za njegovo formo. Reče se v navednicah za formo naših sklepov. Vem, tudi kamermani so zmeraj zelo obremenjeni, predvsem včasih, oziroma tisti, ki so terenski. Se pravi, mi moramo skrbeti za naše telo, če želimo 30-35 let izvajati naš poklic, ki je zelo obremenjuje, se pravi hrbtenico, ramenski obroč in pa roko. Ne moramo kar tako, se to bo šlo skozi, ne bo šlo. Ker ljudje potem, ko prije karantena doma, še pleskajo, pa ne vem, 30 okn pomijejo gospe, pa to ne gre. Bolečine torej ne zanemarjamo. Tako. Zdaj smo govorili o ramenskem sklepu, ki je torej povezan z koleni in tako naprej. Zdaj pa, če gremo malce nižje, komolc je tisti, ki je lahko torej zelo problematičen. S čim si to pridelamo, na kakšen način se to izraža? Pri komolci gre pa ponavadi za kakšne preobremenitvene poškodbe ali pa ponavljajoča gibanja, ki jih pač nismo navajeni. To so, ne vem, pomivanje oken, šraufanje, ali pa tudi delo za računalnikom, ker ga prej nismo toliko upravljali, lahko potem prinese te težave v komolcih. Zapestje je verjetno veliko bolj obremenjeno, predvsem zaradi tipkanja. Tudi. Na kakšen način zdaj ta sindrom karpalnega kanala je nekaj zelo pogostega? Tako. Zakaj pravzaprav tukaj gre? Kaj se dogaja, na kakšen način si to pridelamo? Zdaj ponavadi tudi zaradi kakih teh obremenitvenih dejavnikov, tudi zaradi kakšne že
artroze oziroma obrabe sklepa v zapestju, pride do tega, da se te tetive, ki potegajo skozi karpalni kanal, utesnijo mogoče živc, ki poteka čez, ne, se zadebelijo in potem ni več dosti prostora in pride potem do takih težav, kot so mravljinčenje, nemoč v rokah, stvari jim že padajo iz rok, take stvari. Pri katerih poklicih se to največkrat dogaja? Verjetno starostniki, ki veliko šaltajo po daljincu, ne bojo tega dobili, ha? Ja, včasih je bilo rečeno, da so to velikokrat dobivale šivilje, ker so zelo taki fini gibi. Tudi nekje, predvsem je pri takih ročnih opravilih to pogosto, pa bolj pri ženskah kot pri moških. Se pravi, tudi od kvačkanja se nam lahko Tudi zgodi. lahko. Pa peki, ko mesijo testo, izjemne bolečine. Ja. Potem so tudi, imeli smo keramičarje ogromno, varilcev, zato ker moramo vedeti, med karanteno smo vsi počivali, gradili se je pa na polno. In so, bom rekel, obrtniki ogromno predelali. Keramičarji, pleskarji, varilci. In smo imeli ogromno teh poškodb zapestja in pa komolca. Ali obstaja kakšna vaja, recimo, da lahko malo sprostimo zapestje ali kakorkoli, to, kar malo vmes takle potresemo, pa to je to To je v nekaj, kar redu, je v ja, redu? potem tudi kakšne raztezne vaje, da probamo malo raztezati v vseh smerih. Vse to. Pa da si mogoče, jaz rečem kar našim pacientom, dajte si na budilko naštimati na pol ure, če delajo veliko za računalnikom ali pa kakršnokoli delo, da malo sprostijo telo, da malo razmigajo ali ramenski obroč, vratni del, komolce zapestja, da malo sprostijo telo. Doktor Bračič, to vprašanje zastavljam vam predvsem zaradi tega, ker se zavedam vašega širokega znanja in predvsem povezovanja. V teh časih je prisotno veliko strahu, veliko negotovosti. Ali se vam zdi, da to lahko vpliva na zakrčenost telesa? Jaz vam lahko povem svojo izkušnjo, ki sem jo doživel v zadnjem letu, in sicer nepojasnjene bolečine v komolcih. To sem potem imel še pri nekaterih pacientih in to v bistvu izhaja iz mentalne neke blokade. Se pravi, mi, ko se oklepamo starega življenja, se pravi, od lanskega leta, ko se je začela situacija, ne, pa karantene, pa to, so se ljudje začeli oklepati svojih starih služb, starih življenj. Tudi jaz sem to doživel, ja. Če sem se pa ljudi, pa odnosov, pa vseh teh stvari oklepal. In so bile to nepojasnjene bolečine. Jaz sem parkrat si naredil ultrazvok, tudi magnetno slikanje nič. Ampak ko sem jaz razmislil, kje imam jaz toksičen odnos, ko sem ta toksični odnos prekinil, so bolečine zginile. In nisem mogel verjetno. Jaz sem pač znanstvenik po izobrazbi, ampak v te stvari pa tudi verjamem, ne. Na mentalne blokade, na pač določene dele telesa lahko tako fizično bolečino povzročijo, da ne moramo spati, ne živeti. Ta zdanja, ki rečejo, kolena so povezana, ne vem, z egom, pa tak naprej. A to dejansko deluje v praksi? Vidite, da je temu res tako? Pa s čim so pol komolci pa ramena povezana? Bom rekel tako, v alternativni medicini se to ve, pa kitajski medicini. Ljudje to vemo. Stvar je potem, da na tem področju uradna medicina ali pa uradni znanstveniki ne želijo delati raziskav, ampak če bi vi naredili psihološki profil določenega človeka ali pa športnika, bi prišli do teh spoznanj, da je to. Mi dva veliko dobimo recimo ljudi, ki pridejo na zdravje, ampak se nočejo zdraviti, ker je njihova bolečina njihov zaveznik. Pač držijo vse, to je njihovo in oni imajo v bistvu to kot enega svojega prijatelja in ne morete jih pozdraviti, oni grejo na 10 koncev, on me bo, ne morete jih pozdraviti, zato ker je to mentalna bolečina in mentalna blokada in je treba pozdraviti na drugačen način, ne fizioterapevtsko. Wow. Zagotovo so potem tudi tiste informacije take, ki ti malo postavijo stvari na glavo, verjetno, ne? Rekel, sploh pri ženskah smo imeli v zadnjih pol leta ogromno primerov bolečin, nepojasnjene bolečine v kolku, v spodnjem delu hrbtenice. Bom rekel, vse bolečine selijo proti sramični zrasti. To je strah, ne, pred negotovostjo. In ženske, bom rekel, ženske so ful na udaru v tem obdobju. Morajo v službo, morajo skrbeti za družine, doma imajo otroke, šoloobvezne. Bom rekel, kakorkoli gledamo, moški nismo toliko na udaru med to karanteno. Še pač življenje se nekaj dosti spremenilo, razen če smo izgubili službo. Ampak ženske so pa res na udaru, ker imajo skozi otroke doma, kuhati morajo, službo delati, od doma delati, po noč delajo, ene delajo, ne vem, še specialistične izpite, pa druge stvari in so res na udaru ženske trenutno. Ne. In te bolečine nepojasnjene. Včasih, če ženska sprejema, ji povemo te stvari, da je treba pač na drugačen način to reševati.
včasih pa tudi ljudje tega ne sprejmejo. Doktor Bračič, hvala, ker ste opazili. Pritisk na nas, ne, v tem času. Hvala, ker ste opazili. Zdaj, če gremo mogoče na obrave hrustancev, predvsem starejši se nekako ukvarjajo s tem, eni pravijo, le hrustanc je hrustanc, tega pač ni, tega več ni. Na kakšen način pristopate pri takih primerih? Predvsem poskušamo ljudem razložiti, da tudi če imajo obrabo hrustanca, to še ne pomeni konec sveta za njih, da to še ne pomeni, da zdaj pa morajo to vse operirati, pa na nove sklepe dobiti, ampak da si lahko pomagajo tudi sami s tem, da bojo ukrepili mišice. Mi jim pri tem pomagamo, pomembno je pa, da potem to tudi nadaljujejo naprej. Ne samo teh 12 terapij, ki jih naredijo ali pa več, ampak morajo to vzeti v zakup, pa delati potem to tudi naprej. Je to kot neko zdravilo za njih lahko. S sodobnim fizioterapevtskim pristopom, z vsemi temi napravami, ki so zdaj resnično zelo, zelo napredovale in vem, da vi jih imate veliko v svoji kliniki, ali lahko kakšno operacijo kdaj spustimo zaradi tega, ker uporabimo sodobne pristope, ker vemo, ko se reže, pa novi sklepi, pa te zadeve, to nikoli ni tako, kot naš, ne? Ali lahko s temi pristopi se izognemo morebiti kakšnim konkretnim posegom, kirurškim? Najprej odgovoril na tole sodobno fizioterapijo, bom rekel, ne samo aparature. Treba je vedeti, recimo, da vrhunski svetovni zdravilci, konzervativni, se pravi uradni, nima samo ene izobrazbe. Jaz recimo zdaj pišem drugi doktorat, se pravi, imam doktorat iz biomehanike človeškega gibanja, ki mi izjemno koristi pri mojem delu, in pa doktorat iz fizioterapije zaključujem. Plus, da bom rekel, ti se pa moja osebna rast, osebno izobraževanje, mentalne bolečine, mentalno zdravljenje, ki pa mi koristi za to, da jaz to pri človeku prepoznam. Tukaj govorimo o sodobnih pristopih, ker nismo več v ukvirjeni zdravilci, ampak imamo zelo široka znanja. Ne? In da se vrnemo nazaj na vprašanje, veliko stvari lahko konzervativno pozdravimo. Ne? Operacija je, bom rekel, skrajni način zdravljenja, včasih izjemno pomembna in nujna, ni pa vedno ključ do rešitve, ker včasih se tudi z operacije ne da določenih stvari rešiti. Bom rekel, ker so ljudje, ne bom na navednicah preveč zapacani, nič v življenju niso naredili zase, naredili so za vse za drugi ljudi, za družino, za prijatelje, za svoje šefe v službi, zase pa niso imeli časa, da bi potrenirali, se spočili, sprostili, včasih mogoče kaj dobrega pojedli in se usedli in rekli, no, to je pa 1 urica zame na dan. To ljudje tudi rabijo. Zato pa prije po 30-35 letih garanja do totalne blokade človeka in do bolečine. Bi rekla, da kadar si v stiku sam s sabo, začutiš, predvsem pa tudi se peleš na tisti servis telesa, ne? Jaz bom tako rekel, no, v zahodni Evropi pa v Ameriki se malo teh znanj ljudje bojijo, ker pravijo, to so pa vse šamanstva, pa to so čarovniki, ne. Ampak človek, ko enkrat pride vase, ko se spozna, čuti, od kod prihaja ta bolečina, ne zna povezati, ne. Ker fizična bolečina ima vedno nekaj izvor. Ok, če zunanji izvor je pač udarec, padec in podobno, ne. Notranji izvor, če nikoli nismo padli, pa nas nekaj boli, treba pa razmisliti, zakaj nas to boli. Kdo nam to bolečino povzroča, ne. Določen odnos, določen trigger in te stvari se da zelo enostavno v današnjem času poštiti. Hvaležna sem za ta celosten pristop, za ta holističen pogled in seveda modre besede. Hvala lepa obema. Torej, peljte svoje telo na servis, peljte svoje telo na pregled. Naše telo je naš tempelj in najprej je treba poskrbeti seveda za to, da nam bo dobro služilo.